Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je obračun 10. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačo zasedbo Posavje Krško in pa gostujočo ekipo Šmarje pri Jelšah. Domači nogometaši Posavja v tej sezoni oziroma se zagotovo zavedajo, da bodo morali začeti z rednim nabiranjem točk, če bodo želeli nekoliko lažje zadihati, kar se tiče samega boja za obstanek v tretji ligaški konkurenci. Gostje pa so pri 12 točkah ter so, kar se tiče te ohranitve tretje ligaškega statusa, povsem varni, so v situaciji, v kateri lahko na nek način iz ozadja napadejo zgornji del prvenstvene lestvice. Pritisk tega dvoboja oziroma pritisk zmage je danes zagotovo na strani domače zasedbe, s katero bi se premaknili po lestvici navzgor, kar je seveda tudi cilj domače zasedbe. A jasno, obojni bodo storili vse, da pridejo do 3 točk, s katerimi bi se tudi pri Šmarjah uspeli pomakniti še bližje zgornjemu delu. Preletimo obe začetni postavi, pri domačih v vratih Ašič, v obrambi Škobrne, Lokar ter Macur, pred njimi Peklar, Pirc ter Bajc, Žur, Drnovšek ter Klarič, še nekoliko više, najbližje nasprotnikovim vratom pa tekmo pričenja Bogolin, trener domače zasedbe Posavja Krško je Rok Zorko. Na drugi strani pri gostih po vratih Nik oziroma Nejc Travnikar, v obrambi z leve proti desni Tim Travnikar, Gabršek, Čater ter Gajšek. Zadnja zveza nogometaša sta Jančič ter Kores, pred njima trojec Fišer, Čakš ter Uršič, v napadu pa tekmo pričenja Turnšek. Strateg gostujoče zasedbe je Stane Bevc. Sredine igrišča bodo krenili gostje, ki bodo ta dvoboj odigrali v svojih rezervnih dresih modre barve, na drugi strani pa ekipa Posavja Krško v celotni beli športni opremi. Glavni sodnik je pravkar dal znak za začetek obračuna. Glavni delilec pravice bo Armando Šorli, njegova pomočnika Elmedin Dedič in Kevin Majcen, delegat tekme pa je Meho Avdagič z Ljubljane. Sedaj pri žogi domači nogometaši, ki prvič danes poizkušajo z organiziranim napadom. Macur, še vedno posesti Macur. Škobrne. Znova do Macura, ta proti Lokarju, Lokar z visoko podajo napad, pametno je Gabršek žogo prepustil vratarju Nejcu Travnikarju. Čater znova proti Gabršku. Gabršek spodaja na desno stran, kjer je Gajšek, nekoliko više so v teh trenutkih stopili domači nogometaši. Mirno vse skupaj Gabršek, znova proti Čaterju, ta spodajal napad, kjer se je odkrival Turnšek. Dobro so vse skupaj razrešili v taboru domačega moštva, manjši nesporazum v teh trenutkih med gostujočim branilcem ter vratarjem Travnikarjem. Vmešal se je Drnovšek, pri žogi Peklar. Škobrne znova proti Lokarju oziroma proti Macurju, ta na desno stran, kjer je Lokar. Znova Macur. Prenos igre na levo stran, kjer se je odkrival Peklar. Previsoka podaja bila to za slednjega, iz avta za goste bo metal Gajšek. Macur je lepo našel Klariča, še vedno Klarič v samostojni akciji. Klarič v bloku. Čater, prvi udarec iz kota na tem obračunu pripadel bo domači ekipi. Znova lahko vidimo to situacijo v počasnem posnetku, lepo preigravanje Klariča.
Na koncu pa v bloku Čater, izvajalec kota za domače bo Žur. Žur proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Lokar. Še vedno Žur s predložkom, najvišji skok v domačem kazenskem prostoru. Bogolin, ki je poskrbel za prednost domačih v 4. minuti. 1-0 vodstvo Posavja, strelec zadetka, s sijajnim strelom z glavo pa Bogolin. Še enkrat lahko vidimo zadetek v počasnem posnetku. Lepa podaja pred vrata Žura, na koncu pa najvišji v skoku Bogolin, vratar Travnikar ni mogel obraniti tega sijajnega strelja Bogolina z glavo in v 4. minuti vodijo domači. Začetek katerega so si v taboru Posavja zagotovo želeli, gostje pa zaenkrat delujejo nekoliko zmedeno na igrišču, bi lahko rekli, brez prave ideje. Znova pri žogi Posavje. Ašič. Lokar znova visoko podajo proti Bogolinu, tokrat višji Čater. Vendarle posest ostaja pri Posavju, iz avta podaja proti Bogolinu. Bogolin in tim Travnikar v dvoboju, še vedno Bogolin. Bogolin vrača proti Lokarju. Žur se je sprožil z velike razdalje, tokrat brez večjega dela za vratarja Nejca Travnikarja. Težave s sprejemom žoge je imel v tem primeru Čakš. Kljub vsemu pri žogi znova nogometaš Šmarja. Prenos na desno stran, kjer se je odkrival Gajšek. Dobro je vse skupaj prebral Peklar. Fišer je iskal Turnška, vendar le nesporazum med tema dvema nogometašema. Znova lahko vidimo udarec pred kakšno minuto z velike razdalje je sprožil Žur. Dober strela, kljub vsemu brez težav za vratarja Travnikarja. Znova pri žogi Žur. Žur, oster prekršek Gabrška. Glavni sodnik je v tem primeru opozoril branilca Šmarja. V vsakem naslednjem takšnem štartu bo zagotovo prejel rumen karton. Izvajalec prostega strela pa številko 16 Žur. Žur je v živem zidu zadel Čakša. Nov predložek pred vrata, tokrat Škobrneta. Dovolj pozoren Nejc Travnikar. Podaja oziroma poizkus prenosa igre sedaj pri gostujoči zasedbi. Gabršek je na levi strani iskal Uršiča. Nova podaja proti Bogolinu. Tokrat je bil tim Travnikar v zvezni vrsti uspešnejši od domačih nogometašev, izsilil prekršek, prosti strel bo izvedel Gabršek.
podaja proti Timu Travnikarju. V bloku domači, met iz avta za Šmarje, izvajalec Travnikar. Uršič znova vrača Travnikarju, še enkrat proti Uršiču, dvojna podaja teh dveh nogometašev v bloku obramba Posavja, na koncu pa se je žoga od Travnikarja odbila v avt, ki bo pripadel domači ekipi. Na zadnjih 5 obračunih so nogometaši Posavja vknjižili 1 zmago, 1 remi ter 3 poraze, se pravi zbrali so 4 točke. Edino zmago so vknjižili proti Zrečam na gostovanju z 1-2, remizirali z 2-2 proti Zavrču, izgubili pa od Šmartnega 4-2, Bistrice 3-7 ter v prejšnjem 9. krogu proti Šampionu s 3-0. Na drugi strani pa so nogometaši Šmarji vknjižili 1 zmago, 2 remija ter 2 poraza, se pravi točko več, 5 so jih zabeležili. Premagali so Zreče v prejšnjem krogu z 1-0, remizirali pa proti Šmartnemu 1-1 ter z istim rezultatom tudi proti Dravinji, izgubili pa od Podvincev z 2-0 ter proti Dravogradu z 0-1. V bloku Bogolin iz avta bo metal Gabršek oziroma Kores, izvedbo avta prepušča Gajšku. Gajšek proti Jančiču. Kores, še vedno pri žogi Kores, proti Čakšu, dvojna podaja teh dveh nogometašev, znova Kores, na levo stran proti Timu Travnikarju. V kazenskem prostoru se je odkrival Čakš, najvišji skok domači nogometaši. Čater na levo stran, kjer je Tim Travnikar, znova je Travnikar iskal kapetana Jančiča. Nec Travnikar na kratko znova proti Gabršku oziroma proti Čaterju. Čater z visoko podaja proti Uršiču. Uršič in Lokar v dvoboju, uspešnejši Uršič, še vedno Uršič pri žogi. V pomoč je Uršiču prišel Pirc, kateri z izbijanjem vse skupaj rešuje avt, bo pripadel gostom, ki so po prejetem zadetku stopili nekoliko više, jasno. Iskali bodo zadetek izenačenja, morali bodo biti pozorni na protinapade domačih. Čakš vrača proti Čaterju. Čater je v napadu iskal Turnška, dovolj pozoren Macur. Drnovšek, povratna podaja proti Žuru. Fišer spodajal prostor, iskal je Turnška. Prekršek je v tej situaciji storil napadalec gostov, preoster je bil nad domačim kapetanom Škobrnetom. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek gostujočega napadalca, ki je v tem primeru nekoliko izgubil živce in za svojo reakcijo po prekršku prijel rumen karton. Izvajalec prostega strela za domače bo Škobrne. Podaja proti Turnšku, še vedno Turnšek pri žogi. Lepo atraktivno na levo stran, kjer se je znašel Uršič, ta je na oddaljenejši vratnici dobro videl tekajočega Fišerja, ta pa ni najbolje zaključil
oziroma dovolj pozorni so bili tudi v obrambi domačega moštva. Znova lahko vidimo to akcijo gostov, atraktivno Turnšek proti Uršiču. Ta je videl na desni strani Fišerja, ki pa ni najbolje zadev žoge in brez večje nevarnosti za domačega vratarja Aščiča. Izbija Gajšek. Out bo pripadel domači zasedbi. Nova podaja proti Bogolinu, tokrat pozoren Čater proti Travnikarju, ki je storil napako. Bogolin. Klarič vrača proti Lokarju, ta do Macurja. Macur znova proti Lokarju. Drnovšek s podajo na levo stran, nekoliko previsoka podaja je bila to Peklarja, oziroma proti Peklarju. Bogolin do žoge, še vedno Bogolin. Žur proti Drnovšku, ta Klariču, Klarič je znova iskal Žura. Morda so nekoliko preveč zakomplicirali v tej situaciji v taboru domačega moštva. Tim Travnikar, previsoka podaja, nenatančna Tima Travnikarja. Pirc. Macur proti Drnovšku. Mirno Tim Travnikar podaja proti Čakšu, ki je uspel sprejeti to podajo Travnikarja, brez prekrška sedaj nad Čakšem. Spodaj prostor je Pirc iskal Žura, žoga na koncu do gostujočega vratarja. Gajšek proti Gabršku, ta do Čaterja. Pri gostih razen tiste priložnosti pred 2 minutama, ko se v dobrem položaju po predložku Uršiča znašel Fišer, še niso imeli, a tudi v tistem primeru brez strela v okvir vrat. Prosti strel so že izvedli v tabori domačih, do žoge Škobrne. Ta vrača proti Macurju. Lepo so sedaj vse skupaj izpeljali v taboru Šmarja. Jančič je našel Travnikarja, ta proti Uršiču. Še vedno pri žogi Uršič. Prekršek nad gostujočim nogometašem. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek v počasnem posnetku. Prosti strel bo za goste sedaj izvedel številko 19. Uršič. Uršič z velike razdalje sproži Uršič, brez nevarnosti za domačega vratarja Aščiča. Še enkrat več si lahko gledamo ta poizkus Uršiča, kot že rečeno, brez dela Aščič. Čakš proti Korezu, na nje pritisnil Bogolin. Korez je lepo na desni strani našel Gajška, pametno Gajšek. Gajšek je videl Fišerja,
Do žoge Turnšek, dovolj pozoren v obrambi Bajc. Drnovšek lepo proti Klariču, še vedno Klarič. Nekoliko na pamet Klarič v tem primeru, prehitra podaja oziroma na levi strani se je napad sicer vključeval Peklar, a jasno ta podaja ni bila dobra. Korez vrača proti Gabršku oziroma proti Čaterju. Pirc proti Peklarju, ta v napad, kjer je Bogolin. Še vedno Bogolin, out bo pripadel gostujoči zasedbi. Manjše opozorilo strani glavnega sodnika za gostujočega stratega Staneta Belca. Iz avta je žogo igro že med tem poslal Gajšek proti Čaterju, ta na levo stran, kjer je Tim Travnikar. Ta je iskal Fišerja, najvišji v skoku Škobrne, do žoge na koncu Gajšek. Gajšek znova proti Fišerju. Še vedno Fišer. Zbija Škobrne, out bo pripadel gostom. Najvišji znova Škobrne, še enkrat bo out pripadel Gajšku. Gajšek proti Turnšku, ta je storil prekršek, pozorilo bo prejel Turnšek, slednji bo moral paziti, saj že ima rumen karton. Še enkrat si lahko ogledamo ta prekršek napadalca gostov. V vsakem naslednjem takšnem ugovarjanju mu bo glavni sodnik po vsej verjetnosti pokazal drug rumen karton. Pazljiv bo moral biti Turnšek. Prosti strel je izvedel Škobrne. Najvišji Drnovšek, žoga pri Klariču. Nanj je pritisnil Korez, dobro se je znašel Klarič, spodaja na desno stran proti Bajcu. Bajc in Uršič v dvoboju, Bajc spodaja znova proti Bogolinu. Bogolin z obrata z levico, tokrat visoko čez gol gostujočega vratarja Nejca Travnikarja. Morda bi Bogolin v tem primeru lahko žogo zavrnil proti Žurju. Poglejmo, v zares dobrem položaju je bil Žur, a Bogolin se je odločil za samostojen zaključek. Travnikar proti Turnšku. Napaka sedaj Škobrneta, Turnšek z razdalje izbija Škobrne. Gajšek. Prednost pušča glavni sodnik, na koncu je vendarle dosodil prosti strel za Šmarje. Gajšek na hitro vrača proti Gabršku, ta vse nazaj do Čaterja. Čater s prenosom na desno stran, Gajšek proti Jančiču. Žur se je dobro znašel po Jančiču, lepa dvojna podaja med tem Drnovška in Klariča. Izbija Travnikar. Prekršek gostujočega napadalca Turnška. Še enkrat več lahko vidimo prekršek Turnška. Pri žogi Macur, Macur proti Lokarju. Lokar v zvezdno vrsto, kjer je Klarič. Klarič je iskal Pirca, vmešal se je Korez, napako je storil Korez. Znova Klarič na levo stran proti Peklarju. Še vedno pri žogi Peklar. Žur. Izbija Čater. Out bo izvedel Peklar.
Znova pri žogi Peklar proti Žuru. Žur pametno žogo vrača Lokarju. Ta je lepo našel Klariča. Podaja na levo stran, kjer je Drnovšek. Drnovšek s prenosom na desno stran proti Bajcu. Dovolj pozoren od Bajcu pa Uršič. Golaut za Nejca Travnikarja. Še težave v teh trenutkih za Gabrška. Visoko je na vratarja Travnikarja na to pritisnil Bogolina. Travnikar še dovolj spreten oziroma dovolj pravočasen z oddajo žoge proti Čaterju. Čater s podajo prostor proti Turnšku. Ta je znova storil prekršek. Znova bomo lahko videli ta prekršek Turnška, ki je po prejetem rumenem kartonu že storil 3 takšne nekoliko nespametne prekrške. Glavni sodnik zaenkrat še na nek način pogledal skozi prste gostujočemu napadalcu. Medtem obetavna akcija domačih, ki je nato splavala po vodi. Peklar proti Bogolinu. Žur, znova Bogolin. Atraktivno Bogolin. Dovolj pozoren, miren Čater. Bajc vrača Lokarju. Travnikar vrača Čaterju, ta do Gabrška. Še vedno posesti Gabršek, na levi strani je lepo videl Travnikarja, ki ima kar nekaj prostora, na koncu nespretno odreagiral. Bajc mirno proti Lokarju. Klarič z glavo s povratno podajo proti Pircu, še vedno Pirc, Bajc. Lokar v zvezdno vrsto, kjer je Drnovšek, pametno Drnovšek proti Pircu. Žur, še vedno pri žogi Žur, prostor proti Bogolinu. Bogolin je iskal Drnovška, morda bi v tej situaciji Bogolin moral kar sprva zaposliti Drnovška. Pirc, še vedno Pirc vrača Škobernetu. Lepo so vse skupaj odigrali v taboru domačih. Žur v prostor na levo stran, kjer je Bogolin. Bogolin strelja, obramba Nejca Travnikarja. Sijajna priložnost za Bogolina, da bi dosegel drugi zadetek na tem obračunu, a vratar Travnikar se je izkazal z obrambo. Še vedno je na tleh vratar gostov, ki je v prejšnji situaciji prijel močan udarec v glavo. Seveda zelo močno je sprožil Bogolin, še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Zares nezgodno je žoga zadela v glavo Travnikarja v tej situaciji, močan strel Bogolina. Fišer pa žogo iz avta športno vrača domačim, Škobrne medtem proti Macurju, ta do Lokarja. Lokar v zvezdno vrsto, kjer je Pirc, še vedno pri žogi Pirc. Škobrne, znova proti Pircu. Ta vrača Lokarju. Ekipi danes v bistvu igrata prvo medsebojno tekmo, seveda, kar se tiče pod okriljem tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Bomo videli, katero moštvo bo uspešnejše. Zaenkrat bolje kaže domačin, ki od 4. minute po zadetku Bogolina z glavo vodijo 1-0.
Žoga pa bo na koncu pripadla gostom. Gostje so že pričeli z napadom v posesti Gajšek. Gajšek proti Jančiču. Gabršek je iskal v zvezni vrsti Turnška, ki se je ponudil, previsoka podaja je bila to za slednjega. Jančič proti Korezu, ta na levo stran proti Timu Travnikarju. Gostje še vedno niso imeli prave priložnosti na tem obračunu za dosego zadetka. Zelo dobro organizirano zaenkrat v fazi branjenja stojijo domači. Macur izbija. Znova Pirc je lepo našel Bogolina, nad katerim je prekršek storil številko 20 Čater, za katerega je prejel rumen karton. Drugi na tem obračunu, znova v taboru gostov. Prvega je prejel Turnšek, sedaj še Čater. Preoster je bil Čater. Treba je tudi izpostaviti, da je danes kar 200 gledalcev na tem obračunu. Zagotovo lep obisk. Prosti strel za domače pa je izvedel Klarič, ta proti Pircu, znova Klarič, mirno vrača proti Lokarju. Macur, še vedno Macur, znova do Lokarja. Na desno stran, kjer je Bajc, Bajc znova vrača Lokarju. Macur žogo vse nazaj proti Ašiču, na nje tokrat nekoliko više stopil Čakš. Lepo je Ašič videl Bajca, ta ni uspel ustaviti podaje Ašiča. Klarič, še vedno Klarič proti Pircu. Prekršek Gabrška. In še drugi centralni branilec pri gostih je prejel rumen karton, skupno tretji že. Čater in Gabršek, oba nogometaša zadnje vrste pri gostih imata rumen karton. Še enkrat več smo lahko videli oziroma to zaustavljanje Gabrška. Prosti strel z dokaj ugodnega položaja v tem primeru za domači izvajalec, pa bo, kot vse kaže, številko 16 Žur. Žur strelja. Zelo dober poizkus Žura, obramba Nejca Travnikarja. Še enkrat več lahko vidimo ta poizkus za res velike razdalje Žura, kot medtem za domače. Drugi na tem dvoboju, sijajna obramba tudi Travnikarja. Izvajalec Žur. Žoga je po pol poti, na nek način zadela domačega nogometaša in v 20. oziroma v 32. minuti vodstvo domačih z 2-0, tokrat pa strelec številko 4 Macur. Še enkrat lahko vidimo ta zadetek, nekaj sreče v tem primeru za domače moštvo. Žoga je zadela Macurja v koleno in ta je na koncu končala za hrbtom Nejca Travnikarja. 32. minute pa domače moštvo vodi že z 2-0.
v teh trenutkih nekaj težav z žogami. Kot vse kaže, glavni sodnik zahteva, da prinesejo nove oziroma da pride do zamenjave žog na igrišču. Dvojna podaja, lepa dvojna podaja je bila to v taboru gostov. Gajšek, še vedno v posesti Gajšek, videl je, kako mu je za hrbet stekel Fišer, mirno Peklar, Pirc, še vedno Pirc na levo stran. Bogolin je krenil po levi strani, še vedno Bogolin v bloku. Gabršek. Out bo pripadel domačim. Izvajalec bo številko 7 Peklar. Glavni sodnik se ne strinja s signalizacijo domačih, ki so zahtevali prekršek. Fišer. Na tleh je v taboru domačih obležal Žur, ki je v prejšnjem primeru, kot vse kaže, prijel nezgoden udarec. Na tleh se je znašel domači napadalec, številko 16, Tome Žur. Vse na današnji tekmi si boste lahko prebrali in videli v sliki in videu na slovenskem nogometnem portalu smportal.si. Žur bo vendarle lahko nadaljeval z obračunom, medtem se tekma že lahko nadaljuje. Iz avta bo žogo v igro poslal Gajšek. Gajšek je iskal Čakša, Turnšek, še vedno pri žogi Turnšek. Nov avt za goste. Podaja proti Čakšu. Še enkrat več izvajalec tega avta Gajšek. Gajšek proti Čakšu. Pametno je Škobrne žogo prepustil z igrišča, gol avt za Ašiča. Najvišji v skoku Turnšek. Avt bo pripadel domačim. Iz avta bo žogo v igro poslal Peklar. Peklar proti Žuru. Žur je prepustil Pircu. Do posesti vendarle Jančič, ki mirno vrača proti Travnikarju. Še vedno pri žogi Travnikar. V tem prvenstvu je največ zadetkov za Posavje dosegel Domen Žur 4, tretjega danes je dosegel Anej Bogolin, 2 je dodal Miha Drnovšek, po enega pa so na svoj račun upisali Jan Klarič, Leon Bajc, Klaudijo Lokar ter Martin Škobrne. Skupno so dosegli s tema dvema današnjima 14 zadetkov v taboru domačega Posavja, pri gostih Šmarji pa najboljša strelca Valentin Fišer ter Miha Korošec z 2 zadetkoma, po enega so dodali Val Miha Turnšek, Urban Jančič, Žan Čater ter Tim Travnikar. Najvišji v skoku Turnšek, a brez težav za vratarja Ašiča. Pri gostih pa so zaenkrat dosegli zgolj 8 zadetkov do tega kroga, kar lepo je razvidno, da imajo zares veliko težav, kar se tiče pri organizaciji napada, oziroma zelo težko prihajajo v položaj za dosego zadetka. Igra z roko gostujočih nogometašev, prosti strel za Posavje.
Izvajalec prostega strela bo znova številko 16, Žur. Žur, sijajna podaja Žura sedaj proti Lokarju. Hitro je Travnikar izvedel gol out za Šmarje, a še enkrat več so gostje hitro zapravili posest. Aščič. Naša napaka v tem primeru Aščiča, out bo pripadel gostom, izvajalec Tim Travnikar. Še vedno Tim Travnikar proti Čakšu, ta je atraktivno našel Jančiča. Klarič je pritisnil na Koreza, ki je še pravočasno žogo dal proti svojim branilcem. Na mestu Pirc. Gaberšek pa ni najbolje odreagiral v tej situaciji, hitro je out izvedel Peklar. Glavni sodnik je zahteval ponovitev izvedbe oziroma out na koncu pripada gostom. Izvajalec Gajšek, Gajšek je iskal Turnška. Žur, atraktivno Žur. Pirc v prostor. Bogolin pritiska na zadnjo vrsto Šmarji, dobro se je znašel Čater. Pirc najvišji, Drnovšek. Še vedno Drnovšek. Prekršek Pirca. Pametno je sedaj vse skupaj zaustavil Pirc, s tem preprečil poizkus proti napada gostov. Škobrne je z izbijanjem na nek način ni želel komplicirati v tej situaciji. Out za goste bo izvedel Gajšek. Iz avta bo žogo v igro poslal Peklar. Prekršek je v tem primeru storil Drnovšek. Prosti strel bo izvedel številko 17 Korez. Korez s podajo v kazenski prostor. Nov prekršek v domačem kazenskem prostoru, tokrat so ga zakrivili gostje in prosti strel bo pripadel domačim, teče pa že 42. minuta v prvem polčasu. Najvišji v skoku Korez, Fišer, žoga je na koncu prišla do Žura. Prekršek so v tem primeru zahtevali v taboru domačih, oziroma zahteval ga je Bogolin, glavni sodnik se s tem ne strinja, žoga pri Nejcu Travnikarju. Pirc, pravočasno izvrat Nejc Travnikar proti Timu Travnikarju, ta podajo vrača proti Korezu. Jančič, dobro se je obrambo vrnil Klarič.
Še vedno v posesti Klarič, prekršek kapetana Šmarij Jančiča. Rumen karton, četrti na tem obračunu v taboru gostov, tokrat ga je prijel kapetan Jančič. Kapetan gostov je v 43 minuti prejel rumeni karton. Prosti strel bo izvedel Macur, strelec drugega zadetka v 32 minuti. Zaenkrat še vedno stoji rezultat iz 32 minute po zadetku Macurja, 2-0 za Posavje Krško. Gostje pa še vedno čakajo na svojo pravo priložnost na tem obračunu. Tretji udarec iz kota med tem za Posavje. Znova bo izvajalec številko 16 Žur. Žur proti oddaljenejši vratnici, nevarno je letela žoga proti vratom Travnikarja. Dober poizkus s kota Žura. Še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Najvišji skok Drnovšek, do žoge vendarle gostje, pri njej Gajšek proti Korezu. Ta je iskal Fišerja, pametno je Škobrne žogo pustil z igrišča out, tako za Posavje, izvajalec številko 7 Peklar. Peklar proti Klariču, prednost spušča glavni sodnik, Korez na levo stran, kjer je Tim Travnikar. Prekršek Klariča, za katerega je prejel rumen karton kot prvi pri domačih. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek v počasnem posnetku, zamudil je Klarič v tem drsečem štartu. Prosti strel bo znova izvedel pri gostih številko 17 Korez. Bomo videli, ali lahko nekoliko nevarneje zapretijo nogometaši Šmarij. Iz teh standardnih položajev Korez pred vrata, najvišji Macur. Gajšek je nastreljal Bogolina, žoga se je odbila do Drnovška, ta v prostor proti Žuru. Še vedno Žur pred vrata, kjer se je odkrival Drnovšek. Niso vse skupaj v tem primeru dobro izpeljali v taboru domačega moštva, oziroma dobro je bila postavljena obramba gostov. Žur in Gajšek v dvoboju, še vedno Žur. Tokrat od Žura uspešnejši Gajšek, žoga je zapravil Fišer, Pirc v samostojni akciji izbija Korez, glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Rezultat prvega dela pa 2-0 za domače moštvo. Še enkrat bomo lahko videli oba zadetka. Prvega je v 4. minuti dosegel Bogolin, poglejmo še enkrat več. Po podaji z desne strani, najvišji v skoku Bogolin, ki je sijajno zadev žogo in svoje moštvo pripeljal v prednost 1-0, na to pa še 32. minuta, ko je nekoliko srečno žoga v kazenskem prostoru zadela Macura in končala za hrbtom gostujočega vratarja. Z moje strani je bilo to, kar se tiče prvega dela vse. Hvala za vašo pozornost in seveda vljudno vabljeni k ogledu drugega polčasa.